Najprej bomo zakurili krušno peč, v kateri je hosta, pa polena, drve. Zdaj si bomo najprej zamesili testo, zato ker testo mora počivati, da bomo lahko spekli našo gibanco. Zamesili bomo testo za 2 gibanci. Tu imam gladko moko, 1,40 kg, pa čisto malo kvasa. Dodali bomo mlačno mleko, malo soli in pa 4 žlice, 8 žlic belega olja. In najboljše, da kar začnemo z delom. Ker bolj dolgo testo počiva, lepše se nam potem vleče, bolj je prožno. Mleko ne sme biti nikoli vroče, ampak tako primerno mlačno. Testo ne sme biti pretrdo, pa ne premehko, tako prožno. Količina mleka je precej odvisna od moke, ampak tam nekje okrog 7 do 8 decilitrov mleka gre na 1,40 kg moke. Gnetemo tako dolgo, da imamo čisto skledo in da nam testo začne odstopati od rok. Takrat je testo pripravljeno. Testo bom dala počivati na lopar, ki ga potresemo z ostro moko, da se ne prime, in oblikovala v 2 kepi. Razdelimo približno na polovico. Tako, testo bomo zdaj pustili počivati vsaj pol ure, da se sede, da se bo potem lepše oblikovalo. Vsak hlebček bomo premazali z belim oljem, da se ne napravi skorja, da se lepo obleklo. Tako. Za premaz pri gibanci uporabljamo smetano, v kateri bomo dodali vaniljev sladkor in sladkor in tako fajn zmetljico, da bo masa tako lepo gladka, mazljiva. Rabimo 2 žličke vaniljev sladkorja, še kakšno žlico navadnega sladkorja. Če je smetana pregosta, lahko dodamo tudi malo mleka, ampak običajno to ni potrebno. Eno plast gibance bomo mazali z smetano, eno plast pa z stopljenim maslom. Tako da bo fajn sočna.
Zdaj bomo pripravili še nadev za gibanco. Tu imam za 2 gibance 2 kg skute, to pomeni za eno gibanco porabimo 1 kg skute, približno 1 jajčko ali pa 2, jaz sem dala v tem primeru 3, ker imam 2 kg skute. In pa za 2 gibance 40 dek sladkorja, 20 dek na eno gibanco. Vse sestavine bom premešala. Predvsem moramo paziti, da ni grudic od sladkorja, skuta pa naj ostane tako malo kompaktna, da nima premoč tistega videza, da je spasirana. Tako, tudi nadev smo pripravili in se lahko lotimo priprave gibance. Preden razvaljamo testo, potrosim lopar, kar močno z moko, da se nam testo ne sprime. In razvaljam za par centimetrov preko roba. Paziti moramo tudi, da se nam testo ne vtrga, ker nam potem izteka smetana. Najprej damo nadev, približno polovico. Nadev porazdelimo na velikost loparja, tako da je cel lopar pokrit z skuto. Robove, ki pa so preko, pa enakomerno razrežem na 8 približno enakih delov. Za vsako plast enakomerno razvlečemo čim bolj na tanko in prekrijemo skuto. Paziti moramo, da nam gibanca ostane nekje v velikosti loparja. Viške odstranimo. Prvo plast namažem z stopljenim maslom in potem izmenično vsako drugo plast. Eno plast z smetano, eno z maslom. Skuta pri Sloveniji goriške gibance, katero danes pripravljamo, pride samo na spodnjo, prvo plast, zato da je bolj kompaktna in ker je v teh naših koncih Slovenije goriških običaj in največ se je pekla takšna gibanca. Jaz sem recepturo pobrala malo po moji mami, malo po moževi, tako da sem potem nekako to združila. Moja mama je delala bolj kvašeno, tukaj v Partinju pa so pekli brez kvasa. In jaz pač potem malenkost kvasa dam, ampak še vedno je mišljena kot gibanca iz zvlečenega testa. Pa enakomerno razmažemo.
Ni potrebno, da gre vsaka plast čisto do konca. Bolj je pomembno to, da je testo čim bolj tanko razvlečeno. Ta namaz z maslom daje potem tako gibanci videz, kot da bi bila iz listnatega testa, ampak to je čisto navadno vlečeno testo. Tako kot tudi drugod, se tudi pri nas iz vasi do vasi recepture malo spreminjajo, ampak približno pa je nekje sledijo istemu načinu priprave. In vedno na koncu premažemo še z kislo smetano. In je gibanca pripravljena za peč. Hosta in drve so nam lepo pogorele. Zdaj bom pa samo z mokro metlo popravila ogenj vsako stran. Žerjavico bom pometla ven. Na lopar potrosim malo drobtin krušnih, da nam gibanca lepše zdrsi. Gibanca smo predhodno dali na peki papir, ker je bistveno lažje. Včasih, ko še peki papirja ni bilo, je bilo to so dajala kar brez in zato, da se lažje dobi potem izpeči, pa bolj enostavno je. Zdaj še opet zapremo z veho. In jih pustimo 15 minut. Ja, ker smo imeli, je bila peč kar močno kurjena, so se spekle celo prej, kako minuto. Da vidimo. Gibance še vročo premažemo z smetano, katero smo prej mazali med plasti, da se lepo vpije v skorjo in tako stane gibanca fajn sočna in slastna. Ob peki te Slovenije goriške gibance marsikomu povrnemo spomin na mlade dni, na otroštvo, ker so se včasih gibance pekle skoraj na vsaki kmetiji, ker je to bila ena taka poslastica, predvsem na trgatvah, košnji in žetvi. Jaz se izredno spominjam moje mame, ki je gibance pekla in si naložila v en taki gibančnik in ta gibančnik nesla pokončno na glavi z rokami ob bok in takrat so ženske imele izredno dobro ravnotežje,
ker so bile navajene nositi bremena na glavi, se marsikatera dala tudi ceker na glavo in so šle na tržnico v Maribor. Tako da so bili to tak, je prav, da še ohranjamo ta običaj, peke gibance in pa seveda tudi en taki slamnat gibančnik. Gibanica je pripravljena in dober tek ali pa Bog žegne, kot smo rekli pri nas.